Živijo, ponovno se ti oglašam, Kristi Žmahar, v mesecu maju, torej v mesecu meditacije, kot že vemo, se ponovno nadaljuje neka taka naša video debata na temo seveda meditacije, zato ker meditacija je stvar, ki kliče mnoge, ampak seveda mnogi izmed vas imate tudi številna vprašanja glede nje in jaz sem tukaj, da vam na ta vprašanja seveda odgovarjam. In seveda eno izmed tudi bolj ključnih vprašanj, katero pač imajo ljudje v svoji glavi, ko se pogovarjajo o meditaciji, je to. Ok, zakaj je meditacija tako uspešna, zakaj si tako zelo pozivamo k meditaciji konkretno in zakaj potem ni uspešna za vse? To je pa vprašanje, zakaj se za nekatere zdi, da jim gre tako dobro, pa vse vidijo, pa imajo vizualizacijo poštimano, pa so zelo mirni, spet drugi pa rečejo, da se jim nič ne dogaja, ali pa da so nervozni, ali pa da jim meditacija sploh ne gre. Tako mogoče je zelo dobro, da to razložimo, zato ker verjamem, da boste potem pri meditaciji tudi lažje vztrajali. Predvsem zato se gre. Ok, zdaj pa da grem čisto od začetka. Zdaj, jaz bom čisto na hitro se dotaknila, zakaj meditacija. Jaz verjamem, da tega lahko na internetu ogromno najdete veliko podatkov, ampak dejansko je meditacija nekaj, kar je pa zdaj že znanstveno potrjenega, da ima učinke. Dokler smo to samo učitelji meditacije govorili, pač so nam nekateri verjeli, spet drugi ne. Ampak, no, skratka, kar se tiče meditacije, potem se skupaj rata vse skupaj za mnoge bolj resnično, ko se je dejansko vmešala tudi znanost za svojimi raziskavami številne univerze, kot je recimo Harvardska univerza in tako naprej, in so končno tudi oni rekli, ja, res je, meditacija ima učinke in kateri so te učinki, za katere je tudi znanost rekla. Teh učinkov je resnično ogromno, bom mogoče jaz zbrala samo tiste, ki so nekako najpogostejši in ti najpogostejši učinki so sledeči. Meditacija zelo pomaga pri stresnih nivojih. To pomeni, da blazno vpliva na znižanje stresnega hormona kortizola, ki naredi kar ogromno težav pri čustvenih, psihičnih stanjih ljudi in tako naprej. To pomeni, da meditacija pomaga pri umirjanju uma, pri umirjanju čustev, zaradi tega, da nekako ljudje iz teh visokih stresnih dejavnikov uspejo nekako sestopati. Kaj še dela meditacija? Meditacija zelo pozitivno vpliva na celice, kar pomeni, da pomlajuje kožo, če je komu to pomembno. Meditacija, ko so merili dejansko njena učinkovitost, so ugotovili, da ljudje, ki meditirajo, so bolj efektivni, v krajšem času lahko naredijo več stvari, kar pomeni, da so lahko bolj sfokusirani in dosežejo neke rezultate, neko manifestacijo, kakorkoli že, na hitrejši način, hkrati pa dosežejo to tako, da niso izgoreli, da niso izčrpani. Zaradi tega, ker imajo toliko pač povišen ta kvocient svoje energije, in ko upravljajo to energijo, z njo veliko lažje pa stvari dosežejo. Ljudje, ki meditirajo in so šli raziskovati njihove življenja, so ugotovili, da živijo bolj harmonične odnose, da se manj prepirajo, da imajo manj konfliktov, da se jim okoliščine nekako lažje postavljajo, da ko pride do zunanje spremenjenih stanj, to pomeni nekih sprememb, na katere oni ne morejo vplivati, jih veliko lažje sprejmejo in obrnejo sebi v prid kot tisti, ki ne meditirajo. Skratka, teh res podatkov je ogromno. No, skratka, zaradi tega smo veseli, da je tudi znanost dala pač neko zeleno kljubico. In to je dejansko tudi tisto, zaradi česar smo mi vsi skupaj začeli meditirati. Zdaj, če se spomnim svojih začetkov, jaz sem dejansko vedela, če se spomnim na teh svojih občutkov, zakaj sem poiskala meditacijo, jaz sem bila tako jezna, na cel svet, jezna sem bila nad svojim otroštvom, jezna sem bila na tem, da sem doživela revščino, jezna sem bila na tem, da so mama z mamo mogli drugi ljudje hrano nositi, to sem bila ful jezna sem bila, da me je bilo strah, če bom brezdomka, jaz sem dejansko imela ta strah, kar sem govorila v mojem mini filmu Kako manifestirati, tako si ga lahko pogledate, to je pač enourni film, ker resnično pač govorim o teh manifestacijah pod kompre, brez plačanja, na YouTubeu si ga pogledajte. Potem sem vedela, da se ne počutim dobro, nisem spala, ogromno nisem spala.
Ponoči so me preganjale misli, to pomeni, zaprla sem oči, čutila, da sem utrujena, ampak ko je bilo treba spati, sem delala vse, sem spala, nisem razmišljala, obdelovala te svoje težave. In potem, ko je moja mama umrla in sem ostala čisto dobesedno sama, sem jaz rekla, ali bom umrla, ali bom dobesedno umrla, ali pa si moram nekako pomagati. Nisem vedela, kako naj si pomagam, nič mi ni pomagalo. Meni konkretno knjige so me trenutno pomirile, ampak pač ni bilo to, jaz sem bila res v zelo hudem stanju, ker sem se prvič srečala z meditacijo. Skratka, prvič sem nekje zasledila meditacijo, sem probala meditacijo in že prvič, ko sem meditirala, nič se mi ni dogajalo, nič nisem videla še dolg časa, ne, ampak sem čutila, mogoče pa, jaz sem bila zelo hude, take neke bolečine, verjetno tesnoba, ne, v prsnem košu, imela sem občutek, da me bo razgnal v prsnem košu, skozi me je nekaj pritiskal, zdaj se mi je, da ne morem vdihati v življenju, da ne morem tega narediti. In prvič v meditaciji se mi je zgodilo to, da sem lahko vdihala, končno sem to lahko naredila. No, skratka, in to je bilo zame toliko zelo pomemben, takrat sem v bistvu meditirala zato, ker sem ugotovila, da lahko diham, Prvo pomeni, če grem lahko nazaj dihati, Potem, ko sem pa začela več meditirati, pa sem poslušala nekatere ljudi, ki so videli to, pa so videli pa so videli neke angele, pa so videli neke leteče samoroge, pa preproge, pa ne vem kaj, in sem zmislila, ok, jaz nisem nič od tega videla, ampak zakaj sem jaz meditirala? Jaz nisem nič. Zaradi, ker tudi če sem v meditacijah obdelovala, komu nisem poslala maila, kaj bo spet narobe, a bom lahko plačala položnice, ker je bila meditacija, konec sem ugotovila, da sem vseeno, kljub temu, da se mi je mogoče miselno veliko dogajalo, da sem bolj mirna. In potem s časom, kljub temu, da pol leta nič nisem idevala v meditacijah, da se mi ni nič dogajalo, jaz sem bila resnično, lejte, če sem jaz naredila, pa danes uči meditacijo, lahko vi naredite čist vse, resno. Jaz sem bila en tak, kdo bi rekel, tak propali slučaj, ampak lejte, ratal pa je, ne. No, skratka, ampak v teh pol leta, ko jaz nisem videvala nič v meditaciji, pa tako naprej, sem pa ugotovila eno stvar, da se mi življenje izboljšuje. Kar naenkrat sem partnerski odnos poštimala, kar naenkrat mi niso več drugi ljudje nosili hrane, uspela sem pač dobiti službo, obdržati službo, kar naenkrat nisem hotela več tokrat kričati, danes tudi kričim, ampak nisem hotela več vsak dan kričati, razumete? Kar neke stvari so se začele urejati, sploh nisem opazila, nisem načrtno opazila, kdaj se je življenje kar uredilo. In sem se obrnila nazaj in sem rekla, je možno to naredila meditacija. Pa sem šla seveda tudi na globje izobraževalne programe, ampak od meditacije nisem nikoli odstopila in tudi, ker sem sama začela učiti, je meditacija dobesedno prisotna v čist vsakem programu, ki ga imam. Njega dogodka in njega programa, kjer ni meditacije noter, zaradi, ker vem, da kakršnakoli znanja so, je meditacija tista ključna sestavina, ki vem, kaj v bistvu naredi za ljudi. To je vedel Buda, smo v njegovem mesecu in seveda to zdaj vemo mi. Ampak zakaj? Zakaj je meditacija tako zelo uspešna? Zaradi tega, ker, a veste zakaj? Zaradi tega, ker meditacija, zdaj bom vam povedala preko možganskega znanja, meditacija deluje tako, te težave, stresne nivoje, zagate, tesnobe povzroči zunanji svet. To pomeni, da nikoli ti zjutraj ne staneš dobre volje pa rečeš, kako se lahko danes zmatletiram, kako lahko danes ratam negativna, kako lahko danes sovražam vse ljudi. Danes bi ful delala to. Noben tega ne dela, razumete? Ponovadi se zgodi neki odzun in nekdo ti nekaj reče, ogrožen si, službo ti bom vzel, ne maram te, kritizirate, tako naprej. To pomeni, da se odzuni sprož in se vrže energija nate. Ti to seveda za svojimi čustvi in mislimi ponotraniš in postane potem tudi tvoje. Kljub temu, da je nekdo sprožil odzuni, je dejstvo, da stvar postane tvoja, in zdaj tvoje. Zdaj imaš odzuni težavo in imaš še notranjo težavo. Zdaj pa, če se vrnem nazaj k meditaciji, zakaj pa meditacija naredi? Ko ti zapreš oči, zunanjega sveta ni več. Že sama poteza
zapreti oči, tudi ko gremo spat, našemu telesu, psihi, našemu sistemu sporoča, želim odklop od zunanjega sveta. Ko zapreš oči in greš spat, to pomeni, grem v spanje in dejstvo, da zunanji svet takrat zate ne obstaja. Tudi ponovadi ne slišiš zvoke, če se kaj dogaja po noč, ne vem, tam zvonijo neki zvonovi, tam je neka veja padla, ne slišiš ponovadi zaradi tega, ker si izklopil zunanji svet in si v svojem notranjem svetu. Razumete? To je zdaj to. In zdaj, ko si ti v notranjem svetu in vse zunanje vpliva umakneš, lahko začutiš, kaj ti hočeš, kaj je tvoja resnična energija, kaj hočeš ti sprožiti in ti poslati ven svetu, ne da ves čas svet pošilja tebi. Ne, da ti pošleš zdaj ven svetu. Razumete, proces se obrne. Štekate? Valjda, da štekate, a ne? Razumeš, proces se obrne. In ko si ti v stiku sam s sabo, ker si kot duša prišel na planet za sebe, je to vir miru. Ti v resnici v sebi želiš najbolj vedno zaupati sebi in izkušati tisto, kar si ti v resnici želiš, ne pa da ti zunanji svet nalaga. In ko greš v meditacijo, gradiš to energijo. In ko jo dovolj zgradiš, jo uspeš tudi poslati ven v zunanji svet, zato da se bo zunanji svet na to odzval. To pomeni od zdaj naprej jaz, seveda s pozitivo, a ne? Jaz vplivam na zunanji svet, jaz vplivam na okoliščine, ne da skozi da me nekaj odzunje ruka, razumete? Zato je meditacija tako uspešna. Ampak, v redu, zdaj sem povedala za vse tiste, ki je za nas meditacija uspešna. Kaj pa, ko meditacija ni uspešna? Kaj pa vsi tisti, ki zaprejo oči, a ne? Pa se ne zgodi to, se ne zgodi mir, ampak so še bolj živčni, so še bolj napeti in tako naprej. Zakaj je pa kdo meditiral? Pa imaš v bistvu odzuni negativo, greš meditirati in vse še slabš, še bolj slabo se počutiš, še bolj jokaš, pa tako naprej. Zaradi tega, ker ko ti zapreš oči in greš meditacijo, ti tvoj notranji sistem sporoči, kaj je narobe, kaj ti nosiš v sebi. Zunanje vedno lahko ugotoviš, kaj ti nosiš v sebi, to ni problem. Ampak, kad ti ugotoviš, kaj ti še nosiš v sebi, imaš pa ti dvojni problem, kar pomeni, da je zelo zoparen. Ampak, dragi moji, prosim, poslušajte me. Poslušajte me kot učiteljico meditacije. To ni okej nositi v sebi. Verjamem, da ti je tečno zapreti oči, verjamem, da ti je tečno, ker nič ne vidiš, pa se ti vse te notranje negative dogajajo. Si to vse verjamem, ampak kaj se bo zgodil na dolgi rok, če boš to nosil v sebi, v svojem telesu, v svojem srcu, v svojih mislih, kam boš prišel, kaj bo pomenilo to za tvoje življenje, če boš imel dvojne negativne kombinacije. Mi se bomo vsi vedno srečevali z zunanjimi negativnimi impulzi in to je dejstvo. Ampak jaz lahko dobim zunanji negativni impuls, če jaz poskrbim, da name ne bo vplival oziroma ga preobrazim na pozitivno, pa sem zmagala. Razumete? Saj meni se ne more vedno negativ izogniti. Če imam pa je še svojo negativo, potem imam pa dvojni pol negative in kaj mislim, da se bo pol zgodilo v mojem življenju, a ne? Tako, če zaprete oči, če ne vidite, če ste nestrpni, če ste nepotrpežljivi, če se vse to dogaja, je to zato, ker ste zaprli oči in vam je duša in vaša energija povedala, kaj je vaša resnica. In to mora ven iz vas, ki bo prej slej naredili energijsko škodo. Upam, če ti to ni dosti dobra motivacija za meditacijo, pol ne vem, kaj je. Ne bi rada življenje z neko zunanjo lekcijo vseka zato, da pol dojameš. Zakaj to ljudje rabimo? Zakaj rajš mene ne poslušate? Rajš mene poslušajte, razumete, ne? Zaradi tega. Dosti ljudi pravi še eno stvar. Ja, zame je šport meditacija. Ni, nikoli ne bo. To vam jaz ne moram ljudem dopovedati. Ni. Šport je krasna stvar. Šport ni meditacija. Ja, zame je meditacija, ker se ful sprostim. Bam, res je. Šport je lahko sprostitev, ampak sprostitev ni enako meditacija. To sta dve čisto različne stvari. Sprostitev je sprostitev in meditacija je meditacija. Ti pri športu moraš sodelovati z zunanjim svetom, ker če ne, ti bo utež padla na glavo. Če laufaš, če ne sodeluješ z zunanjim svetom, te bo avto povozil. Dokler so zunanji vplivi, ki v enem trenutku dejansko vplivajo na te, to ni meditacija.
Razumete, meditacija, ko si lahko v čisti tišini sam s sabo, kar pri športu dejansko ne moreš biti, ker tudi telo zahteva svoje, zahteva premike, ni v miru, je v gibanju. Razumete, v gibanju je. Meditacija je pa čisti mir, je čista umiritev, ni gibanje, je samo tok energije. Zaradi tega športni meditacija. Verjamem, da se ljudje po njem sprostijo, zato je telo predihano in tako naprej, ni pa to meditacija. Ko pomeni, da če športate, rabite posebej meditacijo, da zapreš oči, da si čistih in da vidiš, koliko imaš misli, koliko je dejansko teh občutkov. In če ozavestaš, da se ti te stvari, ki niso prijetne, dogajajo v meditaciji, pomeni, da so tvoje. In da jih ni sprožila meditacija, ampak ti jih je meditacija pokazala. Pokazala ti jih je. Tvoje je. To si ti. To je del tebe. In prej slej bo vplival na tvoje življenje. Kar pomeni, da moraš toliko dolgo ustrajati pri meditaciji, se to umakne. To se mora umakniti. Razumete? Zato meditiramo. Zato da pride trenutek, ko se to neha. Ker se preobrazi ta notranja negativa, ki smo se toliko zelo od zunaj navlekli, od naših otroštv pa do danes, da se to preobrazi. In ko ta mir nastopi, da rata ta pozitivna manifestacija, ki se potem potisne v okolje, zato da se okolje lahko odzove. Trenutno se pa okolje še dodatno odziva na negativno energijo, katero lahko meditacijo zavestaš, tvoj strah, tvoji dvomi, kakorkoli že. Zdaj veste, zakaj je meditacija? Zdaj veste, zakaj sem jaz začela meditirati? Zdaj veste, zakaj vsa ta leta delam z vami na meditaciji. Zaradi tega sem tudi naredila portal meditacija.si. Meditacija.si je portal za predvsem te ljudi, ki toliko težko umirite misli, ker so drugačne meditacije kot na potovanje duse.si. Na potovanje duse.si imate kup brezplačnih meditacij. Meditacija.si pa je drugačna zaradi tega, ker meditacije pomagajo tem ljudem, ki ne morete umiriti misli. To pomeni, če jaz noter rečem, da teče potok, dejansko slišiš zvok potoka in ti potem ta zvok potoka dejansko toliko osredotoči misli na potok, da manj potem bežiš z mislimi v službe in ne vem kakorkoli drugam. Poglejte si meditacijo.si, torej meditacija.si, krasen portal, zdaj vam bom dala eno darilo. To je meditacija.si, je portal, kjer dejansko ti vsak mesec gor je približno, mislim, da je zdaj že 120 meditacij po različnih kategorijah. Vsak mesec na začetku meseca dobiš 2 novi meditaciji glede aktualne tematike in noter je 120 meditacijskih glasb in vsak mesec prijete 2 novi meditacijskih glasbi, ki jih lahko čez dan poslušaš, razumeš, da imaš doma prižgan, da to viša vibracijo doma in tako naprej. Noter si lahko vodiš meditacijski dnevnik in tako naprej. Prispevek za ta portal je minimalen. In če bo še vnesla kodo zlata meditacija ali pa meditacija je zakon, pozabila sem zdaj, kjer je cenejši, vtipkite oba, boste dobili to za manj kot 20 evrov mesečne članarine, kar pomeni nič, imate pa še en manjši paket, ki ga dejansko lahko dobite za 9,99. Tako poglejte si, to vam bo definitivno pomagalo z redno meditacijo. Seveda so pa tukaj tudi meditacijski dogodki v živo. Pričela bom tečaje meditacije s certifikatom za vse tiste, ki bi bili radi učitelji meditacije. Pa imate na spletu tečaj zen meditacije za globoko umirjenje uma, z mano vas bom trenirala. Pa imate cel mesec maj, bomo v ekskluziv skupini, bomo posvečali tematiko pomnoženim učinkom meditacije. Pa imamo spletne meditacije, pa meditacije v živo in tako naprej. Prihaja praznik mojstra Bude, svetovni dan meditacije, ki se bo odvila posebne energije na tem spletnem dogodku, preprosto ne smeš manjkati, pa še posebno darilo, dodatne vodene meditacije, ki dobiš, sem ti pripravila. Bolj že skoraj ne gre. Skratka, upam, da zdaj veš, kaj to pomeni zame in upam, da bo to pomenilo tudi zate. Želim ti čudovit teden, želim ti čudovite meditacije in vse dobro. Adijo.